S prireditvijo v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek zaključili letošnjo Vošnjakovo bralno značko za odrasle. Dogodek so popestrili s pravljičnim večerom. Zbrane je uvodoma nagovorila direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Patricija Breznikar. 140 bralcev in bralk je letos zaključilo to sezono. Kot veste, je pri nas nekako že v običaju, da zaključek bralne značke počastimo z pravljičnim večerom, ki prav paše v ta čas. Tik smo pred prazniki in praznovanje lučke že blinkajo vse posod, zakaj še ne bi v knjižnici. O Legatom Motončku zlasti gor v Blejskem koncu kroži tolkenih zgodb pa anekdot, da bi zanje potrebovali več takšnih večerov, kot je tale današnji. Kdo je bil ta človek? To je bil potomec ene zelo stare, leške, kmečke, razmeroma premožne rodbine. Bil je izredno talentiran človek. Bister, poliglot, tekoče je govoril ne vem koliko jezikov. Imel je absoluten posluh, to je dostikrat povezano, je igral ne vem koliko inštrumentov. Poleg tega je bil pa tudi izreden šalivec in pripovedovalec zgodb. Zdaj, marsikatera zgodba se je pač pozabila, ampak on je postal in ostal nesmrten zaradi svoje največje potegavščine, ko je konec oktobra leta 1935 na Šemljen v abesinskega cesarja Hajle Selasija s svojim spremstvom uradno obiskal Bohinj. Zdaj boste rekli, kje je našel glih Hajle Selasija. Zdaj, menda mu je bil tako na videz zelo malo podoben, malo višji sicer bil, pa malo svetle polti. Poleg tega so pa o Hajle Selasiju, pa o tisti nesrečni Abesiniji takrat dnevno pisali vsi svetovni časopisi in tudi slovenski, ker par tednov pred tem je Mussolini napadel Abesinijo kot še zadnjo svobodno afriško državo. Zdaj, včasih so se vse večje lumparije pri nas, in je zanimiv, po 100 letih je čisto isto začele v Ljubljani. Zdaj, Legatov Tonček je tam pri železniški upravi najprej svojo druščino seveda najel salonski vagon. Pol so šli v Dramo in so si tam sposodili kostume. In mimogrede, upravitelj ljubljanske Drame je bil v tistem času veliki Oton Župančič. In enemu iz te druščine je tista beduinska uniforma tako pasala, da je mimogrede še skočil na uredništvo Slovenca, sicer o katerem jeziku je govoril, tako se nisem poglabljal, ampak on se je tam predstavil kot tiskovni predstavnik Hajle Selasija in jim je zaupal ekskluzivno novico, da bo tega pa tega dne abesinski cesar poslovno obiskal Bohinj. Mogoče želi del svojega bogatstva investirati v tamkajšnji turizem. Seveda novinarji, so bili vedno mrhovinarji, zdaj imajo internet, takrat so bili pa sploh veseli, če mi je na uredništvo kdo prinesel kakšno tako ekskluzivno novico, drug dan je bilo to v časopisju. In v parih dneh so vsi slovenski časopisi to novico povzeli, še malo so se zraven zmislili, malo dodali in seveda novica je bila tukaj. In zdaj si lahko predstavljate, da je istočasno tudi v Bohinj prišel telegram na naslov tamkajšnjega fantovskega društva s naslednjo vsebino. Bohinj bo v nedeljo 20. oktobra 1935 obiskal cesar Abesinije Hajle Selasi, prosimo Bohinjce, da ga slovesno sprejmete pri opoldanskem vlaku Stop. Zdaj, novica je bila tako šokantna, da tisti fantje, ki so to brali, so bili noben vprašali, kdo nam pa to pošilja, ker ni bila podpisana. Ampak ob taki novici, pač konju sem ne gledal zobe, to je šlo v parih urah po celem Bohinju.
po zgornji, spodnjih dolini, v nekaj dneh so bili mladi postavljeni. Po hišah so zbirali tepihe, da cesar ne bo hodil tam po golih tleh na postaji v Bohinjski Bistrici, res, to je bilo, cajtnik to piše. Ja? In ker so se bližali vsi sveti, je bilo tudi cvetja več kot dovolj, skratka, obetal se je sprejem vreden cesarske veličine. In zdaj si predstavljate, nedelja, 20. oktober leta 35, točno opoldne, to so bili še časi, ko so vlaki točno vozili, prisopiha lokomotiva na postajo v Bohinjsko Bistrico, seveda s posebnim vagonom. In ko se vlak ustavi, se tam v salonskem vagonu odpre eno okno in vam pomaha Haile Selasi. Zdaj so pritekli takoj železničarji v teh paradnih uniformah, so pristavali take bolj položne stopničke in Haile Selasi prvi stopi ven iz vlaka, za njim gre spremstvo in tam na peronu jih že čaka občinska oblast v frakih. Zdaj je zanimivo, da je bil pa za tolmača Kavčev Joža, domačin iz Bohinjske Bistrice. Kar je cesar mu povedal tako šepetajoče na uho, je on naznanil na glas. Je rekel, cesar se vam zahvaljuje za tak lep sprejem, pravi, da je pri vas lepo, še lepše kot na Bledu. Seveda vsi zbrani so burno zaploskali in ena punčka v narodni noši mu je prinesla cesarju šope gorenjskih nageljnov. Pol je zbor prosvetnega društva se zanosno zapel tisto Vilharjevo po jezeru bliz Triglava. No in ko je bil ta protokol mimo, se pa oglasi še bohinjska godba Napihala, so zagrali koračnico, ker zdaj je šel slavnostni sprevod iz postaje v Bohinjski Bistrici do jezera, do hotela Bellevue, kjer so Haile Selasiju pripravili slovesno kosilo. Za cesarja so imeli pripravljenega belega kona, ki je na njem jahal, fotografije obstajajo. In zdaj med tistim slovesnim kosilom tam v hotelu Bellevue je bil cesar od začetka kar malo zadržan. Tako malo je bilo narodno, malo je opazoval okrog. Pol po parih kozarčkih se je pa že malo razživel. Je tudi par besed povedal v polomeni slovenščini. In ko je bilo konc kosila, so pa godci zaigrali za ples. In sam cesar je na ples povabil eno brhko bohinjko v narodni noši. Zdaj v začetku sta se bolj tako okorno predstavljala, pa pa vsem navzočim hitro postalo jasno, da gre temu Haile Selasiju slovenska polka kar dobro to, kar dobro plesala. Tega po vidih ni, je pa ustno izročilo, da menda so mu roke po tej plesalki večkrat doskrat tam v nižji zlezle, ampak, lejte, to nisem preverjal, ampak, seveda, ker se je tako razživel, se je moral zgoditi tisto, kar se je pač, je bilo neizogibno. Prešvicanemu cesarju je začela odstopati tista črna brada. In od spodaj se je pokazala svetla polt. In seveda, Haile Selasiju v tisti paniki je tisto brado nazaj takole in si je z glavo zbil tisto trupsko čelado. In spodaj so bile dosti svetle lase. Godci nehajo igrati in en zaupije, Madonna se tu je legato v tonček, ga je prepoznal, ker on je manjkal na noben veselic. Pol, Madonna ni slovenska kletvica, pol se je pa zaslišala ena še bolj kleno slovenska kletvica. So pa cesar, pa njegovo spremstvo so bežali ven iz hotela, kjer jih je tam na dovozu že čakal avto s šoferjem. Zadnji hip so se še noter zvasali v tist avto in jo ubežali pred razjarjenimi bohinjci v smeri Bleda. Glede, ta potegavščina je po vseh pogledih uspela. Zdaj, vi eni me tako malo nezaupljivo gledate. Vam
prijateljsko priporočam, ko greste naslednjič v Bohinj, ne sprašujte domačine o tej stvari. Ker so še danes zelo občutljivi. Prvič, ker jih je legato Tomček tako potegnil, drugič pa zato, ker so vedeli, da so tudi marsikateri izmed njih mogli imeti prste zraven. Saj za tega Kavčovega Joža, ki sem ga že omenil, se je kasneje pokazalo, da je bil on tudi član Tomčkovega fantovskega kluba.